Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes vam preberem pravljico o dečku, ki je posvojil motor. Napnite ušesa in mi prisluhnite. Komaj čakam, da bom imel čisto pravi motor, je rekel Rok, ko je v svojo zbirko igrač dodal novega. Malce premajhen si še za nekaj tako velikega, mu je rekel oče. Kaj pa, ko bom večji? Je poln pričakovanja vprašal Rok. Ko boš večji, upam, da te bo navdušenje nad motorji minilo, mu je malce v šali in malce zares rekla mama. Toda Rok o tem ni hotel slišati niti besedice. Kadar je z očetom odšel v mesto, ga je vedno pregovoril, da sta stopila tudi v trgovino z motorji. Takšen bo nekega dne moj, se je navduševal Rok in stopil k najlepšemu motorju, kar so jih imeli v trgovini. Kdaj pa kdaj mu je prodajalec celo dovolil, da je na katerega izmed njih sedel. Takrat je Rok v pričakovanju zaprl oči. V mislih je stopil na pedal, da je motor glasno zabrnel. Brum, brum, brum. Potem je dodal plin in gume so glasno zacvilile. Obračal je krmilo in plezal po motorju, dokler ga ni prodajalec postavil nazaj na tla. Rok je vedel, da bo moral na pravi motor še nekaj časa počakati, a ni nameraval izgubljati časa. Doma so imeli kmetijo, zato je star in opuščen skedenj spremenil v svojo prvo mehanično delavnico. Ne skrbi, je rekel rdečemu motorju, ki je imel v njegovi novi mehanični delavnici prav posebno mesto. Še danes ti zamenjam prednje kolo. Potem mu je pogled obstal na starem, že malce porjavelem motorju. Ti boš na vrsti jutri, samo malo srebrne barve, pa boš kot nov. Rumenemu motorju, ki je ostal brez podstavka, pa je obljubil, da bo nanj prilepil novega. Tako je Rok v prostem času skrbel za svojo zbirko motorjev in jim menjaval poškodovane dele. Da pa jim je lahko priskrbel vse, kar so potrebovali, je moral najprej poprijeti za marsikatero delo. Mehaniku Lojzetu je večkrat pospravljal delavnico. Samo da mi ne boš v napoto, mu je ta strogo zabičal, preden mu je v roke potisnil metlo. In Rok jo je vedno hvaležno sprejel. A med pometanjem ni nikoli pozabil vleči na ušesa, ko se je mojster s svojimi strankami pogovarjal o motorjih in o avtomobilih. Vse, kar je prihajalo iz njihovih ust, je bilo zanj kot čisto zlato. Vpijal je znanje, za povrh pa je od mehanika Lojzeta dobil še ta ali oni rezervni del, ki ga je potreboval za svoje motorje. Tudi spraševal je veliko. Vse dokler mu je bil mehanik Lojze pripravljen odgovarjati. Veliko opravkov pa je imel tudi drugje. Naj vam pokosim vrt, je zaklical sosedi Marici, kakor hitro je pritekel iz šole. In soseda Marica je bila vedno hvaležna za pomoč. Pa ni samo pometal in kosil trave. Raznašal je tudi časopise in prav avtomobile. Jeseni pa je na njivah pomagal puliti repo. Vse to je počel za svoje motorje, ki so nanj čakali v zapuščenem skednju. In tako so Roku minevali dnevi, meseci in leta. Potem pa je nekega dne končno napočil dan, ki ga je tako težko pričakoval. Dobil je svoj prvi, čisto pravi motor. Pravzaprav ga je posvojil, saj ga je v zadnjem trenutku rešil pred najhujšim. Je ta motor lahko moj? Je zaklical obilnemu možakarju, ki je upravljal stroj za stiskanje pločevine. Le kaj ti bo,
se je začudil možakar. Za nobeno rabo ni več. Plačal vam bom zanj, je vztrajal Rok in pokazal škatlo, v kateri je imel vse svoje bogastvo. Ko je možakar zagledal njegovo zbirko motorjev, se je zakrohotal na vsa usta. Toda Rok je vztrajal in po dolgem pregovarjanju sta vendarle sklenila kupčijo. Srce se mu je trgalo, ko se je moral zavedno posloviti od svoje zbirke. A je spet veselo poskočilo, ko je v rokah držal svoj prvi, čisto pravi motor. Še danes se lotiva dela, je obljubil motorju, ki se je zaradi vseh zadanih poškodb komaj premikal. In tako je Rok več mesecev razdiral, popravljal, menjaval in sestavljal različne dele. Toda motor je le sem in tja boleče pokašljeval. Kmalu ti bo bolje, mu je prigovarjal Rok. In je še naprej razdiral, popravljal, menjaval in sestavljal. Vedno znova in znova. In še na misel mu ni padlo, da bi odnehal. Potem pa se je nekega dne končno zgodilo. Motor je glasno zabrnel. Brum, brum, brum. Rok je hitro dodal plin in gume so glasno zacvilile. Kakšen čudovit zvok! Poslušal je raskavo melodijo in preplavili so ga spomini. Zaprl je oči in spet je bil v trgovini z motorji, v katero sta zahajala z očetom. Sedel je na enem izmed najlepših motorjev in si strašansko želel, da bi bil njegov. A tokrat ni bilo prodajalca, ki bi ga postavil nazaj na tla. Tokrat se je z najlepšim motorjem, kar si jih je lahko zamislil, odpeljal svojim sanjam naproti. In odpeljal se je skupaj z vetrom, ki ga je ponesel v širni svet. Tudi vi se lahko odpravite v širni svet. V sanjah je čisto vse mogoče. Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.